Spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni. V družbi z Jezusom spet gostimo izjemnega gosta, slovenskega duhovnika, prelata, nekdanjega dolgoletnega novomeškega prošta, sicer pa sedaj že več let stolnega prošta ljubljanske nadškofije, gospoda Jožeta Lapa. Dobrodošli, gospod Lap, v naši družbi. Hvala lepa, vsem lep pozdrav. Približujete se svoji biserni maši, čez 3 leta boste praznovali svojo biserno mašo. Ja. Lani pa ste praznovali 80-letnico svojega življenja. Za oba jubileja in že za prihajajočega 3. vam iskreno čestitamo. Ja, Kako praznujete vaše jubileje? Je to pomembno za vas? Ja, kar zelo. Zdaj zadnje čase drugače od doma nisem vajen bil rojstnih dnevov ali pa kakšnih jubilejev, ker to smo malo kdaj praznovali, za rojstne dneve pa sploh ne. Ampak zdaj v teh letih pa v duhovniških vrstah se pa to kar veliko da pomena in tudi poudarka in se tega veselimo. Ste doma ponosni. Doma ste bolj praznovali godove in krstne dneve ali kako? Godove. Na god nismo nikoli pozabili. To smo se otroci zelo veselili, ker takrat naj bi dobili le nekaj boljšega na mizo, kot običajno, ker to je bila kmečka družina. Kaj je bilo tisto boljše? To so bila kakšna jajca, pa kakšna klobasa. To je bila gotovo tista specialiteta, ki se je pokazala samo o praznikih in o posebnih prilikah na mizi za goste, za obiskovalce, za praznike. Veliko otrok vas je bilo v vaši kmečki delovni družini? Kar 12 nas je bilo, Bogu hvala. In jaz sem zadnji, tudi Bogu hvala. Kot so mi rekli, čeprav nisem rad slišal te besede, postrgavček, ker sem bil zadnji, ampak sem bil pa vedno vesel. Nisem pa bil spet vesel, da so takoj dodali, ko so slišali za to število, za to dejstvo, da sem bil crklanček. Sem rekel, ne, crklanček. Prav tisti, ki sem jih dobil od vseh pred mano rojenih in vsak je imel popolno komando in gospodstvo in pa gospodarstvo in tako je vsak nad mano delal, kakor je malo gospodoval. Kakor je hotel in kakor mu je trenutno zapasalo. Kako vi razumete, da vas je Bog postavil v tako prekrasno naravo, čudovito okolje pod Kamniške planine? To je zelo velik dar. Kaj sem to užival in to nosim seboj. Tudi v Ljubljani, ki imam tu pod gradom, hiša je nasproti stolnice pročelno gledano, ampak ko se vrata zaproti te hiše, kapiteljske, kanonične, je dežela. Se pokaže veliki vrt in ta vrt podoživljam z vso mojo gorenjsko deželo, ki sem jo užival kot otrok, kot pastir, kot šolarček in užival te planine, ki sem jih imel za prava božanstva, božja dela, za neko posebno božjo ograjo, da nas te planine lepo varjujejo in da imamo kam vrči pogled, kadar smo morda bolj žalostni ali pa nerazpoloženi, da nismo gledali po luftu, kot se reče po domače, ampak smo gledali na planine. Triglav, takoj si lahko zapel Moj dom, kako si krasan. In potem Storžič, ki nam je bil kazalec v vremenu, če je nosil kakšno kapo, smo rekli, kmalu bodoš. Potem pa Krvavec s kapelo, z anteno zdaj potem v novejšem času, potem pa Kamniško sedlo, pa Velika planina, potem pa Menina planina, ki se je potem že zlilo v Štajersko. Ste veliko planinarili tudi? Visoko ne. Tako da se ne moram pohvaliti, kot se mnogi Slovenci, kolikokrat so bili na Triglavu, pa vsak, ki je vprašan, z veseljem pove, kolikokrat je bil. Jaz ne morem reči, čeprav sem šel na Triglav samo tisti dan,
mi je bila ta pot, ta želja prekinjena s hudo uro, nevihto in smo doživeli spet svoj čas v planinah. Kaj pomeni strela ob zajli, kako se to iskre kažejo, kako te vrže po tleh, ker nas je bila skupina 9-10 ljudi. To smo bili vsi neki prijatelji, sošolci iz Kamniškega kota in smo hoteli iti preko Dolškega Gamzovca proti potem Lukni na Triglav. No in tam smo doleteli to nevihto na Dolškem Gamzovcu. To smo bili še zelo visoko, smo bili 2500 metrov, smo bili še gor v višavah in tam smo bili deležni toče, teh strel in tudi dva iz naše skupine je vrglo po tleh, ampak ni bilo hujše, tako da smo šli lahko naprej. Nismo pa mogli pobrati vso prtljago, ki jo je strela ali pa ne vem, tisti vihar, karkoli je že to bilo okrog nas, razmetalo in smo potem šli drug dan to stvar iskat. Ker smo šli potem čisto dol v vrata, da smo se tam sušili, da smo se tam umirili, da smo potem prišli k sebi in tako potem koliko toliko suhi in korajžni spet domov. Kakšno moč lahko ima narava nad človekom. Jo, to je bilo posebno doživetje. Kako vi v današnjih dneh doživljate to, kar se dogaja v naravi? Vse te katastrofalne nesreče. To so posebne potencialne stvari izzvane s človeško tehniko, s človeškimi izzivi, pa morda tudi z neko človeško ošabnostjo bi lahko kar dodal zraven. In se to malo nam maščuje, nas nekdo malo opominja, malo daje nazaj, kot rečemo na Gorenskem, da je malo stopi nazaj, malo bolj ponižen bod, pa malo bolj počasen, pa tako naprej. In tle se vidi, da smo preveč z vsemi temi aparaturami in ne vem s kakšnimi kemijskimi sredstvi in drugimi, malo preveč se vtikamo v naravo. Pa še malo razmisel, ne? Ja, to je treba biti tu zelo, zelo zbran in odgovoren, ne kar se tako igrati. Kako so vaši starši obvladovali tako številčno družino? Mislim, da to ni bil problem, ker to so bile takrat vse družine, večinoma družine na kmetih, tako množične, ne ravno, če jih ni bilo čez 10, pa saj 7-8, kar mnoge, ampak to smo se med sabo vse lahko pomagali, dogovorili, ker najstarejši so bili že potem tisti naši vodniki, naši vzgojitelji, tisti naši starši, ki so marsikaj namesto mame ali očeta postorili in najbrž jim je še celo to odgovarjalo, da so se lahko tudi uveljavili in pa pokazali, da so starejši in da so pametni že, bolj pametni kot mi in tako naprej, pa da jih moramo predvsem ubogati. Ja. Kaj je tisto bistveno, kar ste dobili v vaši družini, kar vam je pomagalo kasneje pri vaših odločitvah in to, da ste odšli v svet, kajti tu ste bili nekako zaščiteni v tem okolju? Zelo smo bili zaščiteni, zato je bil ta lupina družine zelo, zelo trdna in je bilo težko prebiti. Večkrat sem se predstavljal piščanca, kako se trudi, da pride ven in da zaživi svobodo, iz jajca. No in tako smo tudi mi morali imeti malo korajže, da smo zapustili ta dom in šli potem v svet. No, ampak so že drugi odhajali, nekateri so že šli od doma, da niti jaz nisem vedel, kdaj. In zato se spomnim ene sestre starejše, ki je tudi že seveda rajna zdaj, sem mislil, da je to teta, ki je prihajala nazaj na obisk, ker nam je vedno kaj prinesla, bombone pa take stvari in to prinašajo navadno strici in tete in smo jo imeli za teto. Ste bili še tako majhni, ne? Seveda, tako majhni in nismo niti vedeli in je bila to gospodinja pri enem zdravniku tam v bližnji. So vas starši vodili redno v cerkev tudi? To pa ni bilo vprašanje. V komendo?
Lahko meni, da to pa ni bilo vprašanje. To je bilo samo po sebi umevno. Nas niso nič vodili, nas niso nič priganali, niso nič podili. Sami To je radi bila ste šli. avtomatika, to je bilo jasno, to je bila logika, to je bil red, to je bila narava, kot je dan in noč, tečeta en za drugim, in tako tudi mi moramo stopiti pred Boga določene dnev in se z njim srečati malo na drugačen način kot vsak drug dan doma. Rekli ste, to je bil red, ta moralni red, ki je tako zelo potreben človeku za neko pravo ravnotežje To trdnost. v vsakdanjem življenju, smo ga tako zelo porušili. Danes so cerkve tako zelo prazne. Seveda se to je ravno, ker ni nobenega reda več, nobene discipline, nobenega cilja pravega, zakaj pa bi, ker se za vsako stvar takoj začnemo spraševati, čemu, zakaj, se sem svoboden in se znam pa že sam in tako naprej. To že otroci od majhnega delajo in zato ni čudno, če so otroci vse vprašani že tam komaj po prvem letu, a boš to ali boš ono, on se komandira in potem komandira. Ste vi zmeraj brez težav sprejemali to, kar je Bog nekako dal človeku za njegovo Brez srečo? težav nisem imel nikoli nobenega posebnega problema, recimo ob nedeljah, primer, iti dvakrat v cerkev, k maši, potem pa k litanijam, popoldanskem žegnu, smo rekli, ali pa katehezi. Ob kateri uri so se začele že litanije? Ob 2? Ob 2. To je bila ura, kmečka ura povsod, maše dopoldanske ob 6, za kmete, za gospodarje in za druge gospodinje, potem 10 za vse ostale in za šolarje in za otroke in potem popoldne pa še enkrat, ker mi smo imeli 25 minut, 30 minut do cerkve peš. Ste bili strežnik pri maši tudi? Ne, to pa zanimivo, nikoli. In to sem se čudil sam sebi in sem imel srčno in veliko željo, ker vem, kot se spomnim, ker me boste gotovo vprašali, kako sem prišel do duhovnega poklica. Jaz sem kot majhni otrok, ko sem prvič videl duhovnika, ko sem bil prvič v cerkvi, to se pa točno spomnim, kdo me je takrat peljal in kje sem takrat bil. Vem, da sem bil tam vzad med odraslimi, da nisem na oltar skoraj nič videl, ampak vsekakor jaz sem doma to vse potem posnemal z dejanji, sem takoj začel maševati kot otrok. Za ministrante sem izbral malo starejši 2 sestri, dvojčici in še potem so prišle tudi celo druge ministrantke, pa drugi ministranti iz drugih hiš. Takrat, če sicer v vasi. Takrat, če v cerkvi ni bilo ministrantk, ne? Ne, ampak doma je bilo v redu. Vi ste bili napredni že, ja. Napredni zelo. Ja, in je bilo to čisto normalno. Glavno, da je nekdo ministriral, da je bil ministrant. Kaj pa je potem odločilo, da ste stopili na to pot duhovništva, tako plodovito do danes, gospod Lap? Jaz vedno kar povem, da to ni bilo nobenega posebnega problema. Seveda se je bilo let treba odločati, ker življenjske situacije, naše družinske, so bile take, da je kazalo dolgo časa, da bom jaz kar moral biti doma za gospodarja. V šoli, v osnovni šoli, v komendi pa vam tudi niso kaj pomagali k takšni odločitvi. No, sicer župnik mi je postal res vzornik v samem začetku. Jaz sem ga vedno občudoval, cenil, spoštoval in tako, da je bilo to gotovo človek, ki mi je vedno navduševal vse povsod. In sem ga rad imel in ga posnemal na vseh področjih, kakor se je takrat v otroški dobi dalo. To sem še hotel dodati, da ravno te stvari so nas tako samo po sebi vodile, da ni bil pol noben drug problem tak za te odločitve in za to držo in to mišljenje in taka dejanja. Kaj pa ta preskok? Potem vi ste šli v Istro, v Pazin, potem v Semenišče, ne? Ja, no to je bilo pa tako.
ko sem jaz, brat se je poročil, tak, ki bi moral biti doma, prav tistega leta, 58. ko naj bi jaz zaključil 8-letko in potem ostal doma za gospodarja in potem še preden bi prevzel gospodarjenje, kmetijstvo, da bi bil še zidar zraven, ne? Da ne bi bil brez dela, seveda, Bog ne daj. In zato je bilo to vse mišljeno in so tako načrtovali doma. Ampak takrat je potem pa duhovnik, župnik moj, duhovni vodja, lahko rečem, dokumendi, župnik, mi je potem nekaj mesecev pred koncem šolskega leta lepo postavil vprašanje, tako čisto mimogrede na dvorišču pred cerkvijo, na trgu, po nekem veruhu, a si ti že kdaj kaj mislil, če bi postal duhovnik? Ampak to je bilo čisto kratko vprašanje, brez nagovarjanja, brez vprašanja, ali si sposoben, ali kako bo to pa ono, samo to. Pa ste videli takrat že razmišljali kdaj o tem? Ja, jaz sem razmišljal konkretno, da bi jaz to bil. To se je videlo v tem, da sem jaz doma opravljal razne obrede. Najprej kot otrok doma v družini za pisalno mizo, ker oče je bil orlovski načelnik. Smo imeli tudi nekaj kulturnega pri hiši, ne samo jedilno mizo, Javorovo mizo, kjer smo se zbirali pod Bohkovim kotom, ampak je bila še miza, pisarna, no in to je bila moj oltar. In v tistih predalih je bilo veliko raznih molitvenikov in to je bilo meni veliko veselje, tiste molitvenike premetavati. Gotovo sem jih šel premetavati vsak mesec, 2 meseca, da sem vse to prelistal, pregledal in imel na tekočem. In to sem uporabljal za misal, potem pa tisti črnilnik, pa vse tiste stvari, ki so bile tam kot pritikline mizi, sem jih uporabil tudi za te stvari. Razni korporali, kakšni prtički, tiste peče, ženske peče, narodne noše, sem pa uporabil za mašni plašč. Sem pa spet najdel v drugi skrinji, v drugem prostoru in to je bilo, ki je bilo tam polno tistih raznih obeskov na tisti peči, in to je bilo lepo zdelano, ročno delo seveda, in se mi je to zdelo zelo imenitno in to je bilo... Kaj ste rekla, oče in mati, da ste se tako lepo izognili potem, da niste doma ostali na kmetiji? No, saj to nisem prej dokončal. Župnik mi je dal, sem rekel prej, nekaj mesecev v razmislek in jaz sem razmišljal. Potem čez nekaj časa, morda kakšne 2 meseca, no ne vem točno, spet ponovno vprašanje, brez drugih komentarjev. No in potem tretjič, ko se je pa že bližalo konc šolskega leta, tam v začetku maja, konc aprila, po veliki noči, je bilo pa treba že kar reči Gospodu, ker je on že takrat vedel, da se da nekaj narediti, da mi ni treba iti v kakšno gimnazijo, zdaj v Kamnik, tam, kamor je hodil brat. Brat je pa že starejši, brat je že hodil v Kamnik s kolesom, da je on to vedel, da bo to težko za družino našo in je že takrat prišel s to novico, da tam obstoja na Hrvaškem, v Istri, eno biskupsko semenišče, škofovsko semenišče, kjer so dijaki z vseh vetrov, z vse Jugoslavije skupaj in študirajo in se pripravljajo na duhovni poklic. To je kot malo semenišče in smo rekli tudi malo semenišče. Ali pa bolj uradno je bila pa to klasična gimnazija škofijska. Ste se dobro počutili tam? Seveda, ampak v začetku je bil dolg čas.
Dolgčas, zakaj? Kot sem prej rekel, iz takega reda, iz take urejene kmetije, iz lepega polja, iz lepe narave, o kateri ste vprašali, v teh lepih planin. Jaz sem v tej planinah in v teh okolici videl Božje svetišče. Tam sem jaz imel enih 50 cerkva, ki sem poslušal zvonjenje na paši. To je bilo vse Božje. Te čudovite razglede in poglede. To je zvečer zvenelo in jaz sem se tudi zraven temi zvonovi pridružil, da sem se začel dreti pri kravah. Bingelne, bongelne in so že rekli, Joža že upije, bo že hmal živino peljal domov. Ampak jaz sem to ponašal in se vključil v to naravo življenja. Vi ste potem tako čudovito, bogato vse te poglede, krasne in razglede, višave in višave ponesli v svojo službo. Študijem verjetno niste imeli težav, v Ljubljani ste potem študirali teologijo. Ni bilo tako pomembno, ampak tako pomembno že. Samo da bi se pa toliko zagnal, da bi veliko bral. Ali pa recimo, da bi to, kot so nekateri prijatelji pa sošolci imeli željo, da so šli čim prej ven, da bi kakšen jezik osvojili. Ne, že kot dijaki, že kot osnovnošolci. To pa jaz nisem imel te želje. Jaz sem bil vesel, da sem bil doma, ker tudi prvič, ko sem prišel iz Pazina, 58. leta, za božične praznike, je župnik mi rekel, moje mesto bo zdaj naprej pri ministrantih na sredi. Tam, kjer je duhovnik, gre po stopnicah poljubiti oltar in maševati. Očitno so zelo dobro čutili te vaše želje, tudi vaši predstojniki, kasneje po novi maši, namreč so vas takoj poslali v Novo mesto, ne? Ja, tudi seveda. Kjer ste ostali potem več desetletij. Ne, verjetno dolgo. Ja. Najprej ste postali tam tajnik kolegialnega kapitlja, ne? Vikar. Kaplan. Tako, ampak sem imel uradno še napisano v dekretu vikar kolegiatnega kapitla in kaplan župnije svetega Nikolaja. Kolegiatnega tako da smo mi bili prvi kaplani, prvi kaplan sem bil še pravi vikar. No, in to je bilo že nekaj malo več. Da niso bili navadni kaplani, ker so bili le njihovi šefi prošti. Tam so lepo znali pontifikalne maše. Tam so vedeli, kaj je to mitra pastorale, pektorale, megrale in druge stvari. To se je vse moralo vedeti in se zanimati. In je bilo to spet veliko veselje in meni ustreženo, ker jaz sem imel bogoslužje, ker sem kot ministrant, kot otrok obladal vsa bogoslužna dejanja in to je bilo spet zame čudovito na tem mestu, v Novem mestu, voditi bogoslužje naprej. Čeprav so nam prišli pomagati sosedje, frančiškanski kleriki, ampak jaz sem bil to za ceremonierja in z navdušenjem, torej bogoslužje, slovesno bogoslužje, to so vsi vedeli, da ima novomeški vikar rad bogoslužja, slovesna bogoslužja in da ima še daj vedno rad in da še daj vedno poje in jaz imam še vedno rad slovesne maše. Zanimivo, da ste se vi nekako za svojega duhovnega vzornika na tem področju lepih slovesnih liturgij izbrali drugega novomeškega prošta Jurija Sladkonjo, kasnejšega dunajskega škofa. Seveda. Ja, to smo bili nekje od leta 1500 do 1522 je morda bil prošt v Novem mestu. Je umrl, zdaj smo obhajali pred parimi leti, 2 leti nazaj. On je torej 500-letnico takšen smrti. poudarek dajal tudi lepim liturgijam ali kako? Ja, on je seveda, če poskrbel za tisto lepo petje, je pa že vedel, da je treba bogoslužje oplemenititi. To s temi talenti, ki jih človek ima, in on je imel ta talent, da je te dunajske dečke vključil, da so prepevali tudi v dunajski katedrali pri slovesnih mašah.
Zanimivo. Vi ste tukaj v Novem mestu potem zelo hitro postali župnik leta 1973, potem pa že leta 1977 prošt. Ja, no bom povedal, kako je to bilo. Torej, takrat je bila navada pastoralna v nadškofiji ljubljanski, da so nekatere duhovnike, kaplane, že premeščali po 2 letih službovanja. Po 3 letih pa gotovo. 4 leta se pa to ni zgodilo, ker je bilo še toliko praznih mest, ker mi smo še živeli v tistem čudnem povojnem času, ko je toliko duhovnikov bilo pobitih in toliko duhovnikov izseljenih, ne, ki so šli po svetu in so bile doma velike vrzeli. In zato je tle potem ljubljanski nadškof Anton Volk reševal s tem pazinskim semeniščem to pastoralno krizo, duhovniško krizo, takrat je bila huda duhovniška kriza, prav s tem semeniščem v Pazinu. Takrat nas je bilo Slovencev po 60-70 v Pazinu, v vseh razredih. No, vi ste to je bilo postali... velik žegen za ljubljansko nadškofijo. Vi ste postali potem 32. prošt po vrsti tega kolegiatnega kapitlja v Novem mestu. Ja, mislim, da 33. 33. celo? Ja, mislim, da je 33. No, tam ja. Ja, to smo pa zračunali, ja, saj smo šli razne direktorije gledati in iskati in smo počasi ugotovili, ja. Kakšna služba je to, kar ste opravljali toliko let potem? Kot prošt. To je bil bolj titul, naslov, čast. Ker... Vidim, da imate tudi velik prstan na vaši desnici. Ja. Tudi sicer imate neka zunanja znamenja, nosite mitro. Ja, pektoral. No, mitra ne več. Mitro so nosili vsi moji predniki. Vseh 32 proštov in so tudi zadnjega mojega predstojnika, mojega šefa, da tako rečem, ki je umrl 73. leta, ko sem bil jaz, torej že 4 leta kaplan, vikar, smo ga pokopali z mitro in pa na mrtvaški oder dali tudi palico, da je ležal tako kot papež, da je leži na odru. Vi ste tudi nosili pastoral potem ali niste? No, ne nikoli. No, edino enkrat so mi viteški, tile vitezi, vinski vitezi nahecali. No, vse to so mi poljeni zamerili, čeprav so eni pa spet iz, ne vem, z česa, ali zato, da so me preizkušali, ali imam to posebno hrpenenje in željo biti škof ali kaj takega, da so rekli, Jože, dej, kar vzem pa nos, pa ne. Sem rekel, ne bom. Čeprav so me potem pa enkrat nahecali ti vitezi, da sem v enem sprevodu, samo v sprevodu, pri viteški slovesnosti sem imel ta ornat pri sebi, drugače pa ne, nikoli pa, niti zanimivo. Nisem jaz tako to potem, ne vem, tako želel, jaz sem ga raje drugemu dajal na glavo kot ceremonijer. Resnično. Lepo. Samo to mi niso mnogi duhovniki verjeli, ker so vedno vsi mislili, da imam jaz ne vem kakšno hrepenenje po škofovskem dostojanstvu in to ni res. Ja, pa to ni taka šala, ne, to škofovsko dostojanstvo, ne. Ravno danes sem nekaj prebral, tudi sedanji papež Frančišek se je odpovedal, prejšnji papeži so vsi nosili rdeče čevlje, ne, kot znamenje, da gredo po krvavi poti za Kristusom, tudi če je treba v mučeništvo, ne. Ja. Tudi za škofa je tako, ne? Nekako se zaveže na nek način tudi, da bo postal mučenec, če bo potrebno, ne? Ali kako? Ja, seveda, to so bile razne te simbolike, ki so jih imeli papeži, ampak to so potem bolj uporabili za okraske in za imanentnost, ker to so imeli dosti zgledov pri grofih, pri raznih državnih oziroma civilnih službah, cesarskih in kraljevskih in tako naprej, da so bili nekako v ravnotežju. V glavnem, ta služba vas ni zanimala toliko. Vaše skoraj 40-letno pastoralno delovanje, torej v Novem mestu, mnogi ocenjujejo kot izredno uspešno. V čem vi vidite svoje največje uspehe tedanjega časa? Jaz to niti nisem nikoli mislil in vedel, da je to uspešno, tako uspešno. Jaz sem samo vedel, da moram delati.
delati. Ker to nisem tudi prej še povedal, da doma smo slišali to besedo neštetokrat, delati. Dokler imamo še čas, delajmo dobro, ne? Ja, ne pa tudi tako mama. Mama so nas vedno tam pred vrati, glavnimi vhodom v našo hišo, je bila ena klop, da smo se ob nedeljah malo posedli s sosedi pa drugimi, ki so prišli na obisk. Tam nismo mi imeli prostora čez teden. Bog ne daj, da nas je mama videla ali pa oče na tisti klopi, da bi se tam usedli ali pa kaj poigrali. Delati je bilo takoj, ne? In to delati. In tudi v Novem mestu je bilo to delati. Ne izgublja časa, ne? Ne, delati, ja. Treba je pa mogoče ni nobenega pri roki, pa sam primi mašalc, pa ga pripelji, pa ga vtakni. Pa ga zavrti, pa vi ste imeli prosi. Veliko teh izkušenj delovnih, ne? Glejte, nekdo je zelo lepo o vas zapisal, Jože Lap ni ločeval ljudi na leve in desne, na črne in rdeče, na partizane in belogardiste, na neverne, oziroma na revne in bogate, na hinavske in iskrene, na grešne in svete, na lene in tako naprej, ampak je pomagal vsakemu, če ne drugega, s prijazno besedo in molitvijo. To ni bilo čas, to ni bilo moje. To mi pri nas doma nismo imeli čas pri mizi, da bi nekoga obdelavali, pa tesali, pa ga kritizirali, pa ne vem kaj. Torej, ta karakter je bil v vas že od malega. Ja, tako pa tudi nisem čutil potrebe. Drug je tak, jaz sem pa tak. Zato sem morda, čeprav so včasih tudi mene tako gledali ali pa sodili, ampak vsekako to ni bila moja notranja lastnost ali pa želja, to nikako ne. Jaz sem le užival v tem, da se je kaj naredilo in da je bilo tudi nekaj narejeno. Povejte nam, kakšen mora biti dušni pastir, da bi ga ovce poslušale in ravnale tako, kot on uči? Ja, vidite, to je danes so čudne potrebe. Vas so očitno zelo poslušali v Novem mestu, kajti vsi so vas izjemno spoštovali, kolikor sem zasledil. Ja, tako vsi so rekli, ja. Danes je to težko reči nekaj splošnega, ker je toliko te različnosti in toliko teh interesov in zmešnjav in ne vem kakšnih stvari vmes, ne znam najti vseh izrazov za vse ta dogajanja, prepletanja vseh teh viharčkov. Recimo zdaj za našega dragega goloba se je že delo pošalilo, zdaj v kratkem, ker so tam pokazali sliko, kako en duhovnik gre od oltarja takoj za neko mešalno mizo glasbe. In potem da je tisti, to je nekaj na Portugalskem, da je tisti župnik zelo priljubljen in tako naprej. In potem, da so se tam pa še to mogli neki novinarji izkazati v domiselnem razmišljanju in pisanju, so takoj napisali, ja, naš golob bi moral tudi še kaj takega se izmisliti, da bi bil še bolj popularen in tako naprej, da mu še to manjka pa tako. No, to nisem to za oklepaj. Kako vi nekako vidite delo dušnega pastirja, njegovo držo? Problem je to, ljudje smo nekako brez uzde, da tako rečem. Ja. Ne znamo se pustiti voditi, ne? Ampak hočemo uveljavljati svojo voljo. Sej to je to. Sej to je, da je pa te volje toliko. In to sproti analizirati in prečitati in dopolnjevati, pa res pripeljati do prave resnice. Tu ste se vi trudili posebej, ne? Seveda smo se trudili in se trudimo z raznimi tečaji, branji in opomini in pastirskimi pismi, ki jih nam pošljejo škofom, hvala lepa. In vse to, ampak to je toliko vsega tega, da je danes težko potem priti do nekega splošnega recepta ravno tako. Jaz mislim, da je treba imeti, jaz sam pri sebi večkrat mislim, posebno karizmo. Da izpolniš tisto, kar si in kar te je Bog dal. Si te je Bog dal že, si te je obdaril in te obdarja in čaka, da ti bo dal. Samo ti
nastavi. Daj pa ti pa moraš pa zato spoznati, kaj boš nastavil in kaj boš sprijel, da boš tisto porabil, pa ne kot muho enodnevnico, kot mnogi. Ne. Koliko poguma zahteva služba vas, ki ste na poseben način od Boga poslani v ta svet kot duhovniki, tudi zato, da nekako direktno oznanjate resnico, da ste neustrašeni v tem, kajti danes vidimo, da je veliko pastirjev, ki si ne upajo spregovoriti resnice, ki si ne upajo ljudi, svojih vernikov, opozarjati od oltarja ali sprižnice, da se ne sme tako živeti, denimo, ne? Kajti takoj moraliziramo. Moraliziramo, potem se pa bojimo, da bodo te klopi še bolj prazni kot so. Nekdo je zapisal, da takšni duhovniki raje vidijo sedaj v svojih cerkvah, v svoje klopi zasedene, kot pa potem te ljudi v nebesih, ne? Ja. Seveda. Ja, se pravi, to bomo morali še s papežem Frančiškom, ki tudi išče ta pota, ki nas tudi včasih prav svojimi smilimi prijemi in idejami malo tudi skoraj zbega. In gremo potem v drugo skrajnost, da ga nekateri kar kritizirajo in da tako ne gre. Se vam zdi, da so vse njegove odločitve res v skladu z Božjo besedo, svetopisemsko? Ja, to takoj je vse dvomljivo in vse pod vprašanjem in vse tako, samo da se nekaj kritizira, pa nekaj šimfa, da se nekaj tolče po nekom. Ker to je prav stil današnjega časa in zapravljanje časa. Torej, vi nimate pomislekov na njegove zadnje odločitve, denimo, da se sme, da naj duhovniki blagoslavljajo istospolne pare, denimo? Ne, se spet kot zmerom. Jaz nisem delal razlike med ljudmi, kot ste prej že naštevali, ne. Sem imel vse za take in take, kakršni so in kakršni znajo biti ali pa morajo biti. Pač hinavščino sem težko prenašal, ampak jo včasih niti nisem videl, ampak boljše, da jo nisem videl. Ampak hočem reči, da je to treba najti neko soglasnost z vestjo in z Božjo voljo po tvojem trenutnem razmišljanju. Se toliko poudarjamo v zadnja desetletja, Sveti Duh, pridi Sveti Duh. Ne, in Sveti Duh vodi cerkev in Sveti Duh. Dajmo mu na razpolago, naj res pride Sveti Duh in naj nam res nekaj naredi. Ne pa, da ga mi vodimo ali pa da ga mi odbijamo in ne vem kaj, spet po svojega duha zraven porivamo in uveljavljamo. Torej, vi trdno verjamete, da še zmeraj cerkev potem papežu vodi Sveti Duh v njegovih odločitvah? Jaz to ne dvomim. In če je on tako rekel, je on gotovo, to je, se je potrudil in išče. Se bo že Sveti Duh povedal pa spet. Ja. Gospod Lab, vi ste obljubili pokorščino svojemu škofu. Po skoraj 40 letih, kot sem že prej omenil, vašega služenja v Novem mestu, ste morali oditi v drugo mesto, v Ljubljano. Kako ste razumeli, kako sprejeli ta izziv? Koliko boleča je bila morda ta vaša izkušnja na poti duhovništva? Sicer ste bili kasneje povišani. Meni je bilo to kar dosti jasno, čeprav so potem bolj ljudje vplivali. Vidite, to je pa tisto, ko smo občutljivi, kaj ljudje mislijo, pa kaj ljudje čutijo do tebe in ob tebi. Ker so pač mislili in mi dali vedeti, da jaz ne smem iti iz Novega mesta. So vas imeli zelo radi, ja? In so tu bili zelo velika ovira, da se jaz nisem bolj z veseljem še odločal in tako naprej, ne. Tisto, kako se je to dogajalo, to ne bomo da je razpravljala, ker to se je tudi vprašanje, kaj je vse tako, kako in bilo res. Vsekakor ni bilo po človeško lahko, po tolikih letih, zlasti pa pod takim pritiskom ljudi, ne, da bom jaz naj tam bom, ker tam pašem in tam sem toliko naredil, ampak ne vem zakaj, če človek nekaj veliko naredi,
da mora pa pol še narediti. Jaz sem pa pol vedno dejal, jaz sem dosti naredil, jaz ne vem, če bi še kaj naredil lahko. No, takrat so vas tudi posebej ocenili kot človeka, ki zna in zmore odpuščati in tistega, ki neizmerno zaupa v to neko božjo previdnost po vaših predstojnikih, kako bodo odločili, če tudi po tolikih desetletjih. Ja, jaz sem tle imel potem neke osebne zamere na nekaterih, ker so bili premalo človeški, premalo krščanski, premalo bi rekel čisto normalni. Kako ste v odnosu. Koliko časa ste potrebovali, da ste jim odpustili? Ja, odpustil sem takoj od začetka, ampak pozabil pa ne. Tudi zdaj, ne vem, sej mi to se vrti, ta film vedno znova in znova v glavi, ampak odpuščam pa in bilo odpuščeno in sem itak vedel, da jaz dol nimam več kaj početi oziroma kaj narediti še, ne do drugi še in samo tisti odnosi potem pa z tistimi selitvami pa načini je pa drugo vprašanje, tisto bi bilo pa lahko bolj mehko pa sedaj nekako človek pri odpuščanju bi naj tudi pozabil, ne? Pa me zanima, kaj vi menite, ali je za resnično odpuščanje treba slišati tudi obžalovanje, kesanje strani tistega, ki je povzročil neko krivico, ali... Ja, se vprašati, koliko je se on zaveda, pa koliko je res kriv, kdo pa sem jaz, da ga bom jaz zdaj spet dal pred moje sodišče. Ali mora on res nekaj odpustiti, pa nekaj priznati, pa obžalovati. Ja, jaz ne vem. Torej, vi prepuščate drugi strani, da sama pri sebi oceni, ali je bila kriva ali ne. Seveda, pa z Bogom naj to uredi. Mi pa moramo po svoji strani odpustiti. Tako, to pa mi vemo. In se potruditi. Če ne danes, pa jutri. Če ne takoj zjutraj, pa saj v polne ali pa zvečer. Kako pa je bilo, denimo, duhovniki, tudi škofje, nekako se bojite zameriti svojemu predstojniku in mu kdaj tudi ne upate povedati resnice. Tudi on je lahko zmotljiv, ravna napačno, ne? Je to problem v vaših duhovniških vrstah, tudi škofovskih, denimo, da se ne upajo zameriti papežu? Sedaj vidimo, da se je ga je papež izključil tega italijanskega nadškofa Viganoja, ne? Ker je pač direktno povedal to, kar si misli o papežu, ne? In se boril nekako proti tej agendi in temu, kar vsa ta agenda 2030 vsebuje, ne? Ja. Proti človeštvu. Ja, spet smo tle na začetku. Tle je vedno tisto vprašanje, kaj je tle res naša naloga, koliko je iskrena, koliko je v božjem načrtu in koliko jaz ta božji načrt zmorem videti. Pa da sem tle do njega do konca iskren. Tle moram biti jaz samo iskren in narediti, kar bom naredil v iskrenosti, bom naredil tudi v ljubezni in potem se nimam kaj bati. Tudi če malo sfalim. Torej, nimate težav s poslušnostjo vašim predstojnikom? Ne. Če tudi bi odločili, še ne vem kaj za vas morda čudnega ali pa... Ne. Ne, to bo treba kot od majhnega ubogati. V tem je tudi ponižnost, ne? Seveda. Ali kako vi razumete ponižnost? Kaj je resnična ponižnost za vas, duhovnike? Ponižnost? Ja, ne da glavo skloniš, ampak da jo kar bolj še po koncu postaviš ali pa narediš, pa da greš naprej. Pa bo že Bog presodil, bo že Bog naredil, bo že prav in tako, da se to vržemo v božje načrte in božjo voljo, na katero se vsi tako radi sklicujemo. Za svoj pristni krščanski humanizem so zapisali
in za neumorno delo pri duhovni prenovi novomeškega vernega občestva in zaradi materialne obnove cerkve, proštije. Ste bili v Novem mestu večkrat nagrajeni, prejeli ste naziv častnega občana mestne občine Novo mesto leta 1994, potem 1998. Ste prejeli priznanje te iste občine, 1999. Ste bili imenovani za novomeščana in 2006. Ko ste odšli iz Novega mesta, ste prejeli še občinski grb. Ja. Kaj vam kot duhovniku, dušnemu pastirju, tam tudi proštu, pomenijo vsa ta priznanja ljudi? Koliko... Kaj se jim to kar bolj zbledi pol? Vse je lepo, si hvaležen, si vesel, da te porajtajo, da te vidijo, da so veseli, da si jim nekaj dal in da se res ti lahko z njimi poveseliš. Mislim, da je to tako zadoščenje, da ni potrebno še kakšnih posebnih dodatkov, čeprav lahko so tudi. To so pač človeške plati, ki so bile v navadi in so in bodo potrebne. Ne? Se pravimo, da je vsaka pohvala in zahvala le neka nova spodbuda, pa neko nova dinamika v medsebojnih odnosih. Vaš sožupljan v Komendi, gotovo eden najbolj plodovitih piscev našega časa, magister Ivan Sivec, je ob vaši zlati maši izdal knjigo z naslovom Od pastirja do zlatomašnika, kot neko biografijo s številnimi dokumentarnimi fotografijami, ki opisujejo vas kot vsestranskega obnovitelja, prosvetitelja, dobrotnika, sopotnika skozi naše živahno življenje in tako naprej. V Novem mestu ste zares veliko obnavljali, ne? Smo. Mislim, jaz to pa tako povem, da najbrž ni nobenega kamna, da ga ne bi brcnili. Ali pa premaknili. Naj si bo v špici zvonika, naj si bo v temeljih proštije. Tudi velike kvadre, 2-metrske in meter široke, ki so bili v temeljih, tudi to sem šel premikati. In ki so bile v proštiji take široke razpoke, da si dal celo 2 pesti noter, to je bilo treba vse obnoviti in prenoviti. Od streh pa do sten in žlebov, da ne govorim o oknih in tistih, ker ko sem jaz prišel v Novo mesto 14. avgusta 68. popoldne ob 6. me je najbolj prestreslo, da so rasle tiste kropive okrog cerkve, čist do vrat, pa v proštijskem dvorišču trava in plevel vse povsod, pa da so poltna vesela, da bodo jutri padla dol. In vse to ste vi obnovili? Vse. Vsa gospodarska poslopja, zunanjosti, notranjosti? Kaščo, drvarnice, še tiste, na vrtu smo šli te škarpe obnavljati in vse te vrtove, Cirkev, proštijo. Vse. Mislim, da res ni stvari, ki jo nismo se dotaknili. Ja. Zelo temeljito pa ste premaknili tudi vaš krstni kamen, ne? Iz vaše domače župnije. Ja, to so ga pa drugi. So ga drugi? Ja, moj župnik ga je dal ven. Jaz, moj nečak, k sreči, ga je pa pripeljal k meni. In sedaj je kje? In je zdaj na mojem vrtu. To je dragočena relikvija zame in veliko veselje in zadoščenje tudi, da imam tako reč. To je bila prav nagrada. In zdaj sedanji župnik me je že prosil, ko bom se jaz umaknil iz tega vrta, da bom ja dal ta kamen nazaj, da bom nekam napisal, naj se vrne ta kamen nazaj, kamor paše. Ja. Seveda, tam smo bili krščeni, tam smo začeli Božje življenje in tam sem jaz potem obhajal zlato mašo, pa vse te obletnice do zdaj.
To je posebna čast, to ni duhovnika na svetu, da bi mi bilo to dano. Meni je bilo toliko stvari danih in navrženih, da sem moral videti, kako to me Bog spremlja. Kako vi gledate na to, da po eni strani pravimo, da če hočemo ugajati Bogu, potem ne moremo ugajati tudi ljudem? Ali je mogoče, da hkrati ugajamo ljudem in Bogu? No, to so pa spet stopnje in analize različne, ne? Meni se zdi, če ugajamo Bogu, da ljudje ugajajo Bogu, potem ugajajo tudi mi drugemu ne bi ugajali. Seveda, ker tle se pomeša ta človeška grešnost, ki nas trdo spremlja in nam je v pokoro in bič vedno navzoča, ampak vendar se moramo truditi. Pa tudi dosledna krščanska drža nas vernikov, laikov je lahko za koga moteča v tem svetu. Seveda, in zelo, ne samo moteča, boleča tudi in potem se nad njo strašno pohujšujejo in zgražajo in spet imajo opravičilo za svoj prav in za svoje ravnanje in za svojo tako imenovano v narekovaju svobodo. Kaj menite, torej na kakšen način je mogoče ugajati Bogu in ljudem? Ja, spet bomo rekli tisto, bo rekel, da je to fraza. Ja, ljubi. Ljubi gor, ljubi dol, ljubi levo, desno. Prizadevaj se. Naj ti bo vsak na svojem mestu. Vsak na svojem mestu in bomo potem skup držali. In potem se ne bomo spraševali za medsebojne razlike, pa ne vem kaj, pa težave, ki nastajajo. Pred koncem vam vendarle moram še enkrat zastaviti to vprašanje, čeprav ste nam že precej jasno povedali vaše stališče, vašo držo v tem, ampak vendar, kaj je resnična ljubezen do cerkve in kako se ta kaže pri duhovniku? Ja, to je pa lepo vprašanje in temeljito vprašanje in ne temeljito, temeljno vprašanje. In je to moramo cerkev imeti radi, ker je Gospod nam dal. Kaj bi pa mi brez cerkve? Kaj bi pa mi brez teh pomoči in vseh teh raznih znamenj, ki jih tako potrebujemo? Kako je tle Bog iznajdljiv in dobrotljiv in usmiljen? Kaj nam je vse dal, koliko stvari, koliko pripomočkov, to, da jih medicina ne bo nikoli mogla pogruntati za svoje bolnike, tako in take bolne in take invalide. Ampak Gospod nam pa preko cerkve vedno prihaja iz vseh strani, iz vseh mogočih in nemogočih vozlov naproti, da smo vendar mi odrešeni Božji ljubljenci. Ne, to je to, da smo Božji ljubljenci, Bog nas ima tle nad vse rad in tle nas je pozval v to okolico, čeprav je vedel, tako kot ko je človeka ustvaril svobodno voljo, da mu je bil podoben, da mu je podoben in da je tudi vedel, da bo to svobodno voljo zlorabil, je tudi s tem vedel, da bo tle nastal izvirni greh in nepokorščina. Tako tudi tle nam Bog daje vse to, čeprav tudi ve, da bomo kakšno stvar zlorabili in napačno doumeli in razlagali. Kje menite je vzrok, da se mi prav tega dostojanstva, o katerem ste sedaj govorili, ki je največje, da smo Božji otroci in da imamo tako neizmerno velikega odrešenika in tako veliko dostojanstvo v njem, v njegovi žrtvi, to, kar je za vsakega od nas storil, da mi ne znamo kot kristjani tega živeti tudi v svetu, da se nekako izmikamo, da se sramujemo. To se jaz sprašujem. A je lahko vzrok tudi v tem, da morda nismo bili na novo krščeni v Svetem Duhu? Ali pa še ne?
Zdaj je spet tista. Kajti takrat bi bili pogumni, ne? Kot so bili apostoli, ko so prejeli Svetega Duha v dvorani zadnje večerje, takrat so šli pogumno v svet in tudi mi po zakramentu svete Birme bi naj bili takšni, ne? Ko smo to naredili, toliko raznih prispodob in stran potov zraven in tako naprej in se na tiste obesili in da potem na bistvo vedno pozabimo. Ja, to je ta človek, ki ima te oči, ki so premalo duhovne in premalo obrnjene navznoter, ampak samo ven, pa samo bum, pa samo halo, pa žurka, pa to pa ono. Pa neko svoboda, pa neko veselje. To nekaj stalno, nekaj trobimo. Ki nima več nobene zveze potem s sprejemom zakramenta, ne? Tako. In je to potem pa tako razočaranje pri enih in drugih. Tako da verjetno vi nimate nič proti temu, kar so uvedli v soboški škofiji, da niso potrebni več botri, pa tudi darila bi nekako se naj... Ja. No, viš, to so te stvari. Dej pa lahko s temi stvarmi potem, če jih hočemo odstraniti, pa misliti, da bo kaj boljše, da bo boljše, naj bi bilo boljše, naredimo drugi problem. In ta boljše je potem vprašljivo. Kdaj bomo našli, rešitev? Kdaj bomo našli rešitev za te naše težave, kako daleč še? V večnosti. V večnosti? Torej ne na tem svetu? Nič pa ne, kje pa. Tu bomo se kar naprej šlepali nekako. Skozi se bomo borili. Do konca se bomo borili in šli na drugo stran in k njemu, ki bo se včasih najbrž nasmehnil, no, kakšne neumnosti si počel. Gospod Jože Lap, vam je kaj žal za vašo mladostjo? Vem, da si zelo radi zapojete vašo priljubljeno pesem Zabučale gore, ne? A tudi to veste. Oj, mladosti moja. No, tako, no, to sem jaz zato zljubil to pesem, ker je tako pevna. Pa ker je povezana z gorami, ki sem jih vedno imel tako rad in jih imam rad, ker ob njih sem stal, videl in živim. In seveda, mladosti moja. Kaj pa? Malo jo objokujete? Ne. Ne, to je samo fraza, parafraza ali pa samo tako malo pešniška, kako rečejo, svoboda. Ste nam pripravljeni kakšno kitico zapeti za konec? Jo, lahko, kjero pa? Prosim, ker imate tako globok glas. Od te Zabučale gore. Ali da uno Vešo Marija, ali pa recimo uno tudi rad pojem, starček je živo. No, tisto je bolj za Dolenjsko. No, dajmo Zabučale gore. Prosim. Zabučale gore, zašumevili si, oj, mladosti moja, kam si šla, oj, kje si? Oj, mladosti moja, kam si šla, oj, kje si? Oj, mladosti moja, kam si se zgubila, kakor pravi kamen, vodo potopila. Kakor pravi kamen, vodo potopila. Najlepša hvala.
Spoštovane gledalke in gledalci, tako lepo še nismo zaključili z nobene oddaje, z nobenim našim gostom, duhovnikom, kot tokrat z gospodom prelatom Jožetom Lapom, stolnim proštom ljubljanske nadškofije. Res najlepša hvala vam za vaš obisk v našem studiu. Sedaj ste torej že prestopili 80. in računamo na to, da se čez 3 leta ponovno vidimo, takrat, ko boste praznovali biserno mašo. Ja, Bog daj, ali pa kako bo Bog hotel. Prošnja in zahvala oziroma predanost. Ostanite tako močni, čvrsti, odločni, pokončni, zvesti in sveti. Bog daj, Bog usliši vse dobre ljudi. In hvala vam za vsa opravljena dobra dela do danes. Hvala za to srečanje in za to snidenje in za ta klepet. Hvala. Hvala tudi vam, drage gledalke in gledalci, za vašo pozornost.